Pozdravljeni. Prišli smo do konca leta 2022. Pred nami je 52. del rednega komentarja novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo tokrat. Kljub temu, da so ekipe zaprle vrata svojih tovarn zaradi božično-novoletnih praznikov, bomo tudi danes imeli 4 različne sklope novic. Kot običajno, kolikor bo koga zanimalo, kaj piše v samih citiranih originalih, dobi bližnjice navedene v opisu. Mi pa najbolje, da se še zadnjič letos lotimo prvega sklopa, da ne bomo kot običajno predolgi in upam, da ne preveč dolgočasni. Leto 2022 se še ni zaključilo, ko se mi navdušenci že vneto pogovarjamo o vsem tistem, kar se bo zgodilo v prihodnji sezoni. Namreč znana sta nam že 2 datuma predstavitve bolidov za leto 2023. In seveda govorim o 13. in 14. februarju, ko bodo nov bolid predstavili pri ekipi Aston Martin in seveda skuderiji Ferrari. In tu moram poudariti nekaj pomembnega. Verjetno je marsikdo izmed vas tudi zasledil, da bodo predstavili nov bolid ekipe Alfa Tauri. A tu je treba biti natančen. Pri Alfa Tauriju so objavili, da bodo predstavili novo barvno shemo v izogib nesporazumu. Zato moramo mi navdušenci biti prekleto pozorni na tisto, kar nam bodo ekipe predstavile. Podobno kot pred začetkom sezone 2022. A vrnimo se k naši glavni temi. Poleg datuma predstavitve bolida skuderije Ferrari se je zgodilo nekaj zanimivega. O tem smo lahko brali na spletni strani Scuderia Fans, kjer pa citirajo objavo na Twitterju, seveda strokovnjaka za barvne sheme, Decal Spotters, datum 22. december. Namreč da se zgoditi, da pri skuderiji Ferrari bodo zamenjali odtenek rdeče barve. Iz škrlacno rdeče, ki jo vidite sedaj na ekranu, na kardinalsko rdečo, ki jo vidite tokrat. In gre nekako za vrnitev v tiste odtenke, ki smo jih videli na bolidih skuderije Ferrari nekako pred sezono 1997. In zakaj pravzaprav gre? Namreč bolidi skuderije Ferrari so bili v zadnjih desetletjih praktično v odtenku rdeče, ki ga je narekoval tobačni pokrovitelj. Kot vidimo tu na Ferrariju SF70H, kjer seveda ne izostajajo logotipi, ki spominjajo na tobačnega pokrovitelja. A predtem so bili bolidi skuderije bistveno drugačni. Ukolikor si pogledamo znani Ferrari 640, bomo videli, da je ta v bistvu temnejši. In seveda za primerjavo je seveda takoj očitna razlika med enim in drugim. A tu velja poudariti še neko zanimivost, kot ste opazili. Bolid iz leta 1989 sem imenoval številko projekta. Podobno kot sedaj govorimo o prihajajočem Ferrariju z pravzaprav isto šifro 675. Namreč ne vemo še, kako se bo ta Ferrari uradno klical. A rad bi vas opozoril še na eno zanimivost. Namreč Ferrari 640 se je uradno imenoval F1 /89.
pravzaprav z istim sistemom, kot se je imenoval bolid sezone 2022, le da so temu na koncu dali številko 75. In da malce zaključimo našo zgodbo, ker smo govorili, da bo mogoče Ferrari rahlo temnejši, je treba to barvo seveda primerjati še s tisto, ki smo jo videli na posebni barvni shemi za 1000 veliko nagrado. In vidimo, da tisti Ferrari je bil še bistveno temnejši. Tu bi rad dodal še nekaj. Namreč vsa teorija izhaja iz tega, da na napovedniku za predstavitev samega bolida so grafiki pri Scuderiji uporabljali temnejše ozadje. In iz tega so nekateri strokovnjaki sklepali pravzaprav tisto, kar sem vam predstavil v prejšnjih minutah. A tu bi rad pokazal še neko fotografijo iz aktualnih garaž Scuderije Ferrari, kjer se lahko tudi zazna, da je barva malce temnejša. Namreč barve v resničnosti so ponavadi drugačne od tistih, ki jih mi, navdušenci, vidimo na elektronskih medijih. A skupaj bomo ugotovili, kakšne barve in kako se bo klical Ferrari naslednje sezone. Tudi v našem drugem sklopu se bomo pogovarjali o Scuderiji Ferrari, le da tokrat bo naša pozornost usmerjena na njihov pogonski sklop. Seveda govorimo o enoti šifro 066/7, oziroma, kot je znana med navdušenci, seveda s tistim nadimkom Superfast. Franco Nunez je 27. decembra na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com objavil kar zanimiv članek. V njem trdi, da med sezono 2022 so pri Ferrariju znižali moč te enote za približno 15 konjskih moči. Šlo je seveda za to, da so hoteli nekako rešiti težave z zanesljivostjo. In seveda v prihajajoči sezoni lahko na ta račun pričakujemo 15 konjev močnejši pogonski sklop in ne 30, kot so trdili nekateri avtorji. Namreč 30 konjskih moči bi bila, bodimo iskreni, rahlo pretirana številka. A seveda, ta članek je pri meni vzbudil kar nekaj pomislekov. Prvič, Mattia Binotto po navedbah Nuneza naj bi nalašč homologiral enoto, ki naj ne bi bila tako zanesljiva. In to po svoje ima neko logiko, kajti dobro vemo, da je razvoj pogonskih sklopov zamrznjen, zato bi bilo nekako logično tvegati, kajti zanesljivost se da nekako doseči višje moči brez posegov v sam projekt, pa bistveno manj. A seveda, kolikor smo spremljali potek sezone 2022, smo lahko razumeli, da kar nekaj zadev v tem članku ne odraža tistega, kar smo videli na progi. Na začetku same sezone pri Scuderiji Ferrari niso imeli težav z zanesljivostjo, imeli so jih na primer pri Red Bullu. In problem je, da ko so se pojavile težave z zanesljivostjo, v bistvu nismo videli, da bi bolid Scuderije Ferrari imel kaj manj moči. Namreč, ukolikor bi mu zmanjšali moč, bi narasla zanesljivost, ampak videli smo, da Charles Leclerc je bil na primer hiter na kvalifikacijah, ampak mnogokrat nezanesljiv na sami dirki. In to nekako postavlja v dvom tisto teorijo, ki nam jo je pravil Franco Nunez. Videli bomo v nadaljevanju, kaj se bo zgodilo. Bo 0,66/7 res nekako se približal ostali konkurenci ali jo celo prehitev. In tu bi rad poudaril še nekaj. Ne gre za to, da bo sedaj pogonski sklop Scuderije Ferrari
za 15 konjskih moči nad tistim, kar so napravili pri Mercedesu, Renaultu in Hondi, pomišljaj Red Bullu. Namreč ne poznamo izhodne točke za nobenega izmed prisotnih dobaviteljev pogonskih sklopov na štartnem razporedu. Gre za to, da je nekdo ocenil, da so pri skuderiji Ferrari nekako znižali moč, da bi dosegli zanesljivost. A zanesljivosti, kot sem vam že malce prej povedal, sam nisem zapazil. A tu bi rad dal še svojo osebno pripombo. Kar se tiče pogonskega sklopa skuderije Ferrari, predvsem motorja z notranjim izgorevanjem, mi ni jasno, zakaj so projekt oddali zunanjemu sodelavcu. Namreč Wolf Zimmermann ni član skuderije Ferrari. Skuderija Ferrari je bila zmeraj ponosna na to, da so bili celotni konstruktorji. Mnogi izmed vas ste trdili, kako dober inženir je Mattia Binotto, slabši vodja ekipe, ampak vseeno dober inženir. Tu bi vam rad poudaril, da Mattia Binotto je bil, preden je postal seveda vrhovni v skuderiji Ferrari, tudi tisti, ki je bil zadolžen za projekt pogonskega sklopa. Mattia Binotto je motorist. In seveda, če Mattia Binotto prihaja iz oddelka, ki ni bil sposoben samostojno razviti praktično pogonskega sklopa pri Ferrariju, kaj si lahko mislimo? Seveda, vsak sam lahko pride do svojih zaključkov. Sam pa sem malce razočaran. A pojdimo raje naprej. V našem tretjem sklopu se bomo pa ustavili ob izjavi Güntherja Steinerja, ki jo je bilo mogoče zaslediti v članku objavljenem na Planet F1 22. decembra. Tu glavni in odgovorni pri ekipi Haas je potrdil nekaj, kar je navdušencem v bistvu znano. A marsikdaj mi se ne zavedamo, kako naporna je sezona Formule 1 za člane ekip, predvsem za člane manjših ekip. Namreč Günther Steiner je iskreno povedal, da pri ekipi Haas bodo imeli velike težave z rotacijo kadra. Premajhni so, imajo premalo članov, da bi si lahko privoščili neke velike menjave med samo sezono. Leta 2023 so sprva planirali 24 velikih nagrad, zaenkrat jih je na koledarju 23. In Günther Steiner je dal lep primer pri ekipi Haas. On sam nima nekoga, ki bi ga lahko nadomeščal, zato bo moral biti prisoten na vseh 23 dirkah. Seveda, kot dobro veste, v letu je 52 tednov. Če sedaj vzamemo v zakup, da je treba tudi potovati in seveda, da so marsikatere dirke v zaporedju, nam je jasno, da v letu 2023 bo Günther Steiner doma izjemno malo časa. Sedaj lahko razumemo, kako pomemben je tisti poletni premor, ampak po drugi strani se lahko tudi zavedamo, kako naporna je sezona za vse nastopajoče, ne samo voznike, ampak tudi člane ekip, katerih mi, navdušenci, bodimo iskreni, ne opazimo tako pogosto. Pojdimo še k zadnjem sklopu. Verjetno ena izmed najbolj kontroverznih tem v letu 2022 je bila prekoračitev proračuna strani ekipe Red Bull za sezono prej, za leto 2021. In v članku, ki je bil objavljen na spletni strani RaceFans 21. decembra, smo lahko izvedeli, koliko so v resnici porabili pri Red Bullu. Namreč v tisti seštevek, kjer velja omejitev proračuna, ne gredo vsi stroški. Naprimer, izvzete so plače voznikov in najvišjih
seveda predstavnikov ekip in še bi se našla kakšna podstavka. Torej, če gre zaupati članku, so v letu 2021 pri Red Bullu porabili približno 230 milijonov. A bodimo natančni, 230 milijonov funtov. Kaj to pomeni na omejitev proračuna? Namreč, če tisto, kar govorimo običajno, torej 145 milijonov dolarjev, pretvorimo v funte, bomo takoj ugotovili, da gre za 118 milijonov funtov. Torej, ekipa, kot je Red Bull, je v resnici porabila enkrat več od onega, kar je bila zgornja omejitev. Ampak tu gre vse po pravilih. Namreč prekoračitev proračuna pri Red Bullu je bila določena na 1.864.000 funtov. In sedaj si bo kdo mislil, da Red Bull s tako porabo je bil v izgubi. Kljub temu, da so prekoračili tisto, kar je določila FIA, so še zmeraj v sezoni 2021 imeli 1.300.000 funtov dobička, kar je za ekipo Formule 1 enkraten dosežek. Namreč ekipe so znane po tem, da ponavadi rade porabijo bistveno več od onega, kar imajo na razpolago. Sedaj si bomo pogledali še nekaj zanimivega. Kako se je proračun spreminjal za ekipo Red Bull v letih 2020 in 2019. Leta 2020 so pri ekipi Red Bull porabili približno 10 milijonov funtov manj. In seveda to je logično, kajti bilo je na koledarju samo 17 dirk. A leta 2019 7 milijonov funtov več in dirk je bilo 21. A bistveni podatek je oni, ki smo ga videli na začetku, da so pri Red Bullu imeli dobiček. Torej, sedaj nam je jasno, zakaj so mnogi zainteresirani za vhod v Formulo 1, ker je prav omejitev proračuna tisti inštrument, ki dovoli, da ekipe ne delajo izgube, da z pokrovitelji v bistvu dobijo na svoj račun več denarja, kot ga na drugi strani porabijo. In to privablja nove ekipe, nove potencialne lastnike, ki bi radi v šport investirali. In to je tisto, kar se konec koncev tudi mi navdušenci želimo. Več ekip, več različnih subjektov, ki bi se borili na dirkah za svetovno prvenstvo. A za danes, za ta naš zadnji komentar, seveda v letu 2022, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.